Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o pobiranju delčkov samega sebe. Kaj smo mi, da lahko izgubimo delčke samega sebe? Na kakšen način se to zgodi? Kdaj se to zgodi? Kako pride do tega, da postanemo razdrobljeni, razdvojeni, da izgubimo samega sebe? Na kakšen način se začnemo iskati? Na kakšen način se lahko uspešno najdemo? O teh stvareh bom danes povedal. Ljudje smo večdimenzijska bitja. Sestavljena smo iz 3 osnovnih komponent. Eno smo mi kot živo bitje, drugo je fizično telo, v katerega se utelesimo, potem je pa še oziroma umsko-zavestni sistem, ki je pa energetski sistem in arhivira spomine, deluje na osnovi spominov iz preteklosti in nam potem producira misli, ki so v povezavi z spomini iz preteklosti. In če mi tem mislim sledimo, če jim damo pozornost, potem se v nas proizvedejo tudi čustvene reakcije. Če se spomnimo naše preteklosti, oziroma če se poskušamo spomniti na to, kaj smo počeli v preteklosti, bomo lahko videli, da smo se zmožni spomniti samo določenih delčkov. Komaj se spomnimo, kaj smo počeli pred nekaj urami, pretekli dan, pretekli teden, kaj šele mesece, leta v preteklosti. Še najmanj se pa spomnimo običajno spominov iz daljne preteklosti, recimo iz obdobja našega zgodnjega otroštva. Ampak te spomini so vendarle nekje shranjeni in možno se je spomniti naše celotne preteklosti v vseh najmanjših podrobnostih. Zakaj? Kako je to možno? Naša podzavest beleži vse, kar se dogaja. Vse podrobnosti dogodka, v katerem smo udeleženi, naše dojemanje, naš odnos do dogodka, naša čustva, kako se počutimo, popolnoma vse je natančno zabeleženo. Ampak zakaj se stvari ne zapomnimo? Poanta je v pozornosti, v naši pozornosti, v zavedanju. Kajti vedno v vsakem trenutku imamo možnost izbire 2 možnosti, 2 opcij. Ena možnost je, da učinkovito dihamo, da se zavedamo svojega diha, posledično smo z zavedanjem usidrani tukaj, v sedanjosti, se zavedamo svojega fizičnega telesa, zavedamo se svoje okolice in zavedamo se posledic našega delovanja na to fizično realnost, na vsa živa bitja v tej univerzalni fizični realnosti. Lahko pa se zgodi, da nam proizvede neko misel in potem mi raje začnemo slediti tej misli, posledično pa izgubimo zavedanje svojega dihanja in realnosti v tem trenutku. In
v tistem času, ko smo v umu, za tisto obdobje, se ne zavedamo, kaj smo mi kot fizično telo počeli. Za obdobje našega bivanja v umu naša podzavest prevzame kontrolo nad našim fizičnim telesom. Če dolgo časa, več let in pogosto dopuščamo, da nam naš proizvede misli in da pogosto sledimo tem mislim, potem se spomnimo zelo malo stvari, ki smo jih počeli mi kot živo bitje, kot fizično telo, utelešeno na tem svetu. In na ta način puščamo delčke sebe v preteklosti. Vsak trenutek, ki ga preživimo v umu, je delček sebe, ki smo ga pustili za sabo. Odvojili smo našo polno pozornost od te fizične realnosti in to svojo moč pustili v preteklosti, oziroma smo to našo moč prepustili umu. Vprašanje je torej, ali bomo mi tisti, ki bomo prevzeli vajeti svojega življenja in vodili samega sebe v skladu z našo odločitvijo, ali bomo našo moč prepuščali umu, da nas bo vodil v našo škodo. Kajti samo če smo mi v zavedanju lastnega diha in tega trenutka, se lahko zavedamo posledic svojih dejanj in se tudi odločamo za naslednje korake, tako da bomo lahko dosegli svoje željene cilje. In da lahko tudi upoštevamo princip tistega, kar je najboljše za vse. Da delujemo odgovorno, v zavedanju, da smo mi sestavni delček celotne realnosti in da vsako naše dejanje vpliva na druga živa bitja. Če pa delujemo na osnovi uma, če prepustimo, da usmerja naše življenje, pa je simbiotski, energetski, parazitski sistem, ki mu je mar samo to, da ustvarjamo energije, da on lahko obstaja naprej. Energije pa lahko proizvede, oziroma jih mi proizvedemo v korist uma na ta način, da povzročamo notranje konflikte. Notranji konflikt pa proizvedemo, če dopustimo, da nas prepriča o nečem, kar je v bistvu neresnica, kar je iluzija. To so razne polarne definicije, kajti vsi delčki stvarstva so enakovredni, pa začne presojati to stvarstvo in definirati nekatere delčke stvarstva kot več vredne ali manj vredne. Začne deliti stvari na pravilno in narobe, na pozitivno in negativno, na lepo in grdo. In takrat, ko mi nasedemo takšnim lažem, ko mi začnemo delovati na osnovi takih laži, potem ustvarjamo notranji konflikt
ki ga čutimo kot čustva, kot energije, ki se proizvedejo, ki nekaj časa prevzamejo našo pozornost in potem zopet izginejo. In če dopustimo, da misli in čustva vodijo naše življenje, pomeni to, da smo mi postali suženj, da smo postali čustveni robot, da smo postali zombi, da smo postali sistem za proizvodnjo energije in na ta način uničujemo ta svet. Kajti, ko se ne zavedamo realnosti, da smo mi delček enosti, da smo mi delček celote, ampak da začnemo samo proizvajati energijo. Energija se črpa na osnovi fizičnega sveta, na osnovi materije. In potem pride do uničevanja tega sveta, do uničevanja narave, naravnih virov in našega fizičnega telesa preko procesa staranja. Pomembno je zato, da prenehamo sodelovati v umu in da začnemo te delčke nas, ki smo jih pustili v preteklosti, zbirati in jih prinašati zopet sem, v ta trenutek, na to mesto realnosti tukaj in sedaj. In to naredimo na ta način, da začnemo sistematično ozaveščati našo preteklost. Ozaveščanje pa je postopek, za katerega si moramo vzeti čas. Pomembno se je usesti v miru, vzeti v roke pisalo, kajti samo preko pisanja lahko upočasnimo oziroma samega sebe, da lahko vidimo natančno sestavo vseh misli, z katerimi nam jemlje pozornost od realnosti v tem trenutku, in potem vidimo, zakaj nam proizvede take misli, ali so te misli realne ali ne. In potem nerealne misli odpustimo. Si odpustimo, da smo se razdvojili od realnosti v naš da smo postali razcepljeni, da smo postali šizofreni. Kajti v trenutku, ko gremo v in sledimo eni sami misli, smo postali šizofreni, torej razcepljeni. Pomembno je biti cel, se zavedati, da smo ena oseba tukaj, da ne dopustimo nobene diverzije, ki bi nam vzela pozornost od realnosti v tem trenutku. In skozi pisanje potem začnemo ozaveščati, kdaj, v katerem trenutku v preteklosti smo dali pozornost namesto da bi bili za polno pozornostjo prisotni tukaj v tem trenutku. Ko se to zavedamo, ko to ozavestimo in si odpustimo, potem s tem aktom, s tem dejanjem vzamemo ta delček sebe, ki smo ga pustili v preteklosti, zopet vase. Zopet to moč, ta delček svoje moči, ki smo ga pustili v preteklosti, vzamemo nazaj k sebi in na ta način se opolnomočimo. Več časa, ko ozavestimo, kdaj smo bivali v v naši preteklosti, več te naše moči si vzamemo nazaj in zopet te delčke samega sebe poberemo in postanemo združeni
postanemo zopet celi. To je postopek, ki je nujno potreben in tukaj ni nobenih bližnjic. V naši preteklosti smo dali pozornost umu v številnih trenutkih. Razdrobili smo se na tisoče, na mnoge delčke samega sebe in potreben bo precejšen čas, da prehodimo zopet preteklost, vzvratno nazaj od sedanjega trenutka do rojstva, da ozavestimo vse te trenutke in v popolnosti zopet vzamemo nazaj vse delčke samega sebe. Zato vam predlagam, da s tem postopkom pričnete čim prej, da boste čim prej postali zopet celi, v polnem zavedanju celotne realnosti, celotne preteklosti in da boste lahko odgovorno kreirali svoje življenje in soustvarjali ta svet v skladu s principom tistega, kar je najboljše za vse. Da boste postali življenje, da boste prenehali biti robot, čustveni sistem, ki uničuje življenje, ampak da boste vsa živa bitja podpirali kot enakovredna, v zavedanju, da vse, kar je izven sebe, je tudi hkrati del vas samih. Kako ta postopek učinkovito delati? Postopek pobiranja samega sebe preko pisanja. Zato pa smo vam pripravili odličen, brezplačni uvodni tečaj, ki se imenuje Deep Light. Imamo tudi podporne skupine, slovensko skupino, mednarodno skupino, številne druge videoposnetke, audioposnetke, gradiva, ki natančno razlagajo delovanje uma in ta orodja, za katerimi lahko zopet postanemo celota. Povezave do teh informacij najdete v opisu tega videoposnetka, zato vas vabim, da si pogledate, da se vpišete na spletni tečaj Deep Light, lahko tudi mene osebno kontaktirate za več informacij in želim vam čim bolj uspešno postajanje celota, postajanje življenja, da boste lahko uspešno in srečno živeli tukaj, se v polnosti izražali, bivali v izobilju in v harmoniji med vsemi živimi bitji. Hvala za posluh in nasvidenje!